Letos mineva že 40 let, odkar so se prvič srečali na tromeji, seveda pa je padla ideja od dveh, ki sta že pokojna in od koga še? Ja, pokojna Budenek in Ferjančič iz Kranjske Gore, gospod Jelovčan iz Avstrije pa Masaruto iz Trbiža so bili idejni očetje te zgodbe, tako da kapo dol v teh časih, ko je bila meja res še zaprta, ko je bilo v Sloveniji v bistvu še karavle graničarske v takrat Jugoslaviji, da so se spomnili to, da so začeli sodelovati tako na temu kulturnemu področju kot na vseh drugih kapo dol in 40 let je minilo, zdaj je veliko lažje, manj ni več, smo skupaj v Evropi, ampak tradicija ostaja. Kljub temu, da bi morala biti prireditev prejšnjo nedeljo, ste jo prestavili, imeli ste prav, da je praznovanje toliko bolj svečano. Ja, res, prejšnjo nedeljo ne bi izpeljali, bilo je res preveč deževno, tako da smo zadovoljni z obiskom, sicer ga je majčkeno manj, ampak ne glede na to je pa prijetno, je tovariško, je prijateljsko, tako kot so rekli, brez meja, brez napetosti, z prijatelji tukaj iz Koroške in Italije, današnji dan naj mine res v miru. In tudi to je posebnost, da je letos prišel pihalni orkester iz Senice Kranjska Gora in zaigral nekaj pesmi. Ja, za 40 let smo povabili po pihalni orkester iz Senice Kranjska Gora in seveda bil je tudi prisoten pihalni orkester spodaj Blazen kapele iz Arnoldštajna pod Kloštra, tako da mislim, da smo lepo zaključili to 40-letnico. In srečanje vseh te dveh županov še zraven vas? Tako, kot ste videli, smo bili 4 župani, tako da je kar bilo na nivoju in mislim, da se bomo še kar fajn poveselili, pa kakšno besedo izmenjali. Vi ste eden izmed ustanoviteljev srečanj na Tromeji. Kako se spominjate prvega srečanja na Tromeji? No, bilo je zelo težko, ne. Takrat je bila še Juga in vojska nas ni pustila, ne. Potem smo pa organizirali teh 3 dežel, Italija, Avstrija, Slovenija, in potem smo se pa dogovorili, da peljemo župane na Tromejo. Vsi so hoteli, jaz sem pa vztrajal, da ne župane, ampak vse. Kdor hoče, naj gre in tako smo uspeli organizirati tole stvar, ki je zdaj. Se pravi, nas je bilo ne 2 Avstrijca, Janc, pa Baldasin iz Trebiža, pa par fantov sem jih jaz poznal, ker sem zelo veliko po svet hodil. Mislim, vse tle, to. In smo pa uspeli to organizirati. Tako da od samega začetka pa ni bilo veliko tako, no. Bila je ta vojska, pa so nas 4 bi mogli že jeti, ki bo najlepše, ne. Pa smo pa dobili kakšne te varnostne oficirje, da smo jih malo napili, pa da smo ostali skoraj do mraka, tako da je zelo. In kako so se srečanja spreminjala skozi vsa leta do današnjega 40. No, jaz sem mislil, da me ne bo danes gor. Pa zjutraj vstanem, pa je bil ta listek, ko se reče, za gor, ne, akreditacija. Pa me pa kliče predsednik ali podpredsednik društva turističnega, katerega sem bil jaz tudi član 30 let. Me kliče prav, moraš priti gor. Je rekel, imaš akreditacijo za šajbenbrisarja, ne, ko se reče. In potem sem se pa le odločil, da sem šel. Sicer težko hodim, ampak peljem z avto, se pa lahko peljem. Imam tudi avto za v hribe, ne, ker tle. A vam je všeč, ker srečanje še tako fajn živi? Ja, to mi je, samo to željo imam, da bi to še dolgo trajalo. Imamo tudi, se pravi, imamo vse mlade, nove člane turističnega društva, mlade fante smo dobili in sem zelo vesel, ki so pridni in dobro delajo.
res. No, in se spominjate, eden izmed ustanoviteljev je bil tudi že pokojni Vojtek Budinek, ne? No, to smo bili pa prav na tistih prvih srečanjih je bil Budinik pa Florjančič iz Kranjske Gore, pa jaz pa Petrič Vladimir iz Rateč. Pa so bili pa koji že te mladi fantje Bruder pa te, da smo potem to naprej peljali. Tako da. Kako je bilo takrat prvo leto? Je bilo tudi kaj muske ali ni bilo? Ne. In tudi prvoletni smo bili mi organizatorji, so bili Kranjskogorci, so pripeljali gor, ne vem koliko rano, ne pa. Jaz imam pa tle dol na italijanski strani, kjer je bila samožetna vikend. Zato sem jaz ustrajal. Jaz sem se tle gor včasih pripeljal na kozarc pira tle tam dol. Sem rekel, zakaj pa bi sam županen, zakaj pa ne bi vsi ljudje ne gredo, ne. Kdor je dobre volje, pa ne gre. Je pa rep razgled, vsi vidite, ne. Jezera, Ponce, Mangartel, to mi je pri srcu in sem zelo vesel, da ustrajajo. Kako se vi spominjate 40 let, glede na to, da ste leto že 40-tič tukaj? Cajti so bili, sami lepi spomini. 40 let, dolga doba pa kratka doba. Ja, sami lepi spomini. Takrat pa vendar nekaj spominov. Ja, veliko spominov je. Ja, anekdota. Takrat so se že ob 5 zjutraj sestajali pri meni, pa je bila vojska, policija, carina. To je bilo vse bolj strogo, vsi so mogli imeti dokumente. Danes je to vse odprto, hvala Bogu, da sem to čakala. Drugače so bili pa lepi spomini. Lepi spomini so ostali. Nostalgija po tistih cajtih. Tudi od takrat, ko so bile še meje. Tudi takrat je bilo lepo. No, sicer pa vi prihajate z gostilne pri Šurcu in k vam prihajajo veliko Avstrijci, Italijani. Vmešano. Seveda tudi Slovenci. Ja. Tudi tujcev je veliko. Tako da smo na tromeji, da je vsega dovolj. Letos mineva častitljivih 40 let, že skoraj je bilo rečeno, da prireditev ne bo uspela, za teden dni ste jo predstavili, naročili čudovit dan, čudovito vreme. Tako je, letos je 40 let srečanje na tromeji. Moram reči, da v teh 40 letih je odpadlo samo enkrat, tako da je to v bistvu 39. srečanje. Tudi letos smo imeli prvi termin smolo z vremenom, je pa danes zato toliko lepši in sem prav presenečen nad obiskom, smo pričakovali, da bo zelo manj ljudi obiskovalcev, ker ponavadi drugi termin je veliko slabši. No, same prireditve oziroma srečanja se udeležijo vse trije župani z obeh strani. Tako je, vsako leto ob 12. uri imajo župani pozdravni govor na stičišču vseh treh dežel, potem pa seveda veselica, tako kot se spodobi za takle srečanje. Tukaj smo vsi prijatelji, tako Avstrijci, Italijani, Slovenci, tako da moram reči, da je odlično. No in seveda niso samo srečanja, temveč so tudi razni dogodki, ki se odvijajo skupaj z kulturni, športni, gospodarstveni. Ja, jaz mislim, da sploh, predvsem odkar smo prišli v Evropsko unijo, ko so se meje odprle, že prej je bilo odprto vse tukaj, za srečanje ni bilo nikoli nobenega problema, ampak zdaj, odkar smo pa vsi v Evropski uniji, se pa pozna veliko sodelovanje vseh sosednjih občin in tako s prireditvami, dogodki, bom rekel tudi z reklamo, ko delajo Italijani reklamo za Kranjsko Goro, mi za njih, tako da. Organizacije turističnega društva vašega v sodelovanju z obema, kako imate to? Tako je, v bistvu na naši strani, na slovenski strani je organizator turistično društvo Rateče Planica. Avstrijci imajo svoj odbor za organizacijo, Italijani tudi, ampak vedno se pa dobimo skupaj, pred prireditvijo se domenimo, kako kaj, tudi nekatere stroške si delimo, tako da. Pohodniki so prišli iz večjih strani, tako kot se lahko pride iz Avstrije, Italije in seveda tudi iz Rateč.
Ja, jaz sem bil kar presenečen, prej sem se dopolnil še dol pelal še enkrat, je bilo res ogromno ljudi šlo peš gor, moram pohvaliti, mislim, da smo Slovenci rateli res en pohodni narod, ne. In se pa pozna, ne, Avstrijci pridejo tudi z žičnico gor, tako da jih je tudi veliko, ne. Italijani pa še urejajo tole svojo pot z njihove strani, je precej daljša kot recimo z Rateč, tako da se pozna, da je mogoče Italijanov za odtenek malo manj. Z vseh strani je poskrbljeno za kulinariko, pijačo in postrežba in seveda tudi glasbe ne manjka. Tako. V Sloveniji smo tako zmejeni, da imamo vedno en živ ansambl, ki igra, zabava vse ljudi. Seveda je pa potem, kar se pa kulinarike tiče, se pa tudi zmenimo tako, da si ne skačemo v zelje, da ima vsak svojo ponudbo, ne? Tako da je zadoščeno za vse. Obhodil sem več pa pol sveta po teh smučarskih centrih in lepšega kraja, kot je Planica in Tromeja, ni na svet. Danes sem v 39. In z katere strani ste prišli? Z Rateč. Jaz sem z Rateč doma, pa z Rateč pridemo gor. Kako ocenjujete tokratno 40. Super, lepo vreme, vse dobro. Kolikokrat ste bili že na Tromeji in iz katere strani ste prišli? Vsaj ne 5-krat sem bil že tukaj. Grem kar redno, razen če je slabo vreme, ne. Pridete večkrat tudi sicer, odkje pa ste? Tam okolica Kranja, visoko pri Kranju. Vas je več? Ne, 2. Tako da... Ste prišli iz Rateč? Prosim? Ste prišli iz Rateč? Iz Rateč, ja. Iz Rateč in potem se še malo v Ratečah oglasimo in tako. Večkrat prihajamo v Kranjsko goro in Hvala. Karniku in tako naprej. Tako da je kar zelo prijetno. V tem delu je, mislim, najboljše. Boljše skoraj nekjer ni. Lepše kot pa ob morju nekje. Sigurno. Vsako leto prihajate na Tromejo. Že večkrat, ja. Smo že bili večkrat. Kje pa ste? Iz Koroške, Šentjakova v Rožu. Ja. Lepo vreme. Dobri čevapčiči, dobro vino. Lepa glasba. Lepa narava, lepa pokrajina. Tudi, ja. Hribi in kaj vas veže? Prijateljstvo, sosedje? Prijateljstvo, sosedje, ja, tudi, ja. Tromeja, no, ja. Zelo lepo, smo drugič tukaj, imamo se fajn, vreme krasno, zabavamo se. Enkratno, nimam kaj reči druga. Veste, da je 40 let letos? To pa nismo vedeli, pač smo drugič tukaj, to je iznenada tako prišlo. Drugač pa nismo vedeli, da je to 40-letnica, obletnica, je pa zelo dober. Kje ste pa izvedeli, da je danes srečanje na Tromeji? To smo pa izvedeli preko radija, Radio Gorenc, poslušamo ogromen in smo izvedeli, da naj bi bilo prejšnjo nedeljo, pa je odpadlo zaradi slabega vremena, pa smo to nedeljo prišli, ki so rekli, da bo naslednji vikend. Uživajte še naprej. Bomo, hvala lepa. Poznamo vas kot reševalca zdravstvenega doma na Jesenicah, velikokrat srečamo tudi na Tromeji. Kakšni so vaši vtisi, sicer pa kolikokrat ste že v teh letih, kar hodite na Tromejo, morali posredovati? Ja, res je kar ena lepa obletnica, 40-letnica. Sicer 40 let jaz tle gor ne hodim, ampak kar veliko let dežurati. Zmeraj je nekako prijetno druženje treh dežel. Dogodki, ki pa se dogajajo na Tromeji, ponovadi so kakšni žulji, kakšna slabost. Danes je recimo ena opeklina enega italijanskega gospoda, ki peče, kuha makarone, drugače pa nič tako pretresljivega, posebenega. Skratka, tudi za vas je najbolje, da uživate v lepem dnevu, v dobri kulinariki, v dobri glasbi. Ja, drži. Lejte, zjutraj je bilo sicer v dolini oblačno, zato je mogoče kakšne pohodnike malo zaskrbelo, kako bo, ne? Ampak vidite, vreme se je naredilo, obiskovalcev se je nabralo tudi kar nekaj, tako da mislim, da bo Tromeja kar lepo uspela.